Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v prvem tretjem polčasu v letošnjem letu, leto 2019, kar precej bo trajal dolgo, če se tako izrazim, namreč med drugim bomo gostili tudi direktorja rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, pa nogometaše celjskega prvoligaša, tudi o paraplegikih bomo govorili, ne nazadnje pa tudi o košarkarjih, ki so odigrali v tem tednu precejšnje število tekem. Ostanite v naši družbi. Za največje presenečenje 12. kroga košarkarskega državnega prvenstva so poskrbeli košarkarji Laškega Zlatoroga, ki so v svoji dvorani z 92-72 premagali moštvo Primorske. Laščani s to zmago ostajajo v igri za uvrstitev v Ligo za prvaka, kamor vodi prvih 6 mest po končanem prvem delu državnega prvenstva. Potem, ko so Laščani na zadnjih 2 tekmah v domači dvorani doživeli poraza proti Hopsom in Šentjurju, so tokrat proti vodilnemu moštvu lige prikazali veliko boljšo predstavo, s katero so povsem nadigrali Primorce. Laščani so bili občutno boljši v skoku, zadeli pa so tudi kar 10 poskusov izza črte 6,75. Danes totalno drug obraz, prvič po 2 mesecih in pol smo bili kompletni, ekipa je igrala res fenomenalno, videla se je energija, videla se je neka borbenost za žogo in mislim, da je to bil ključ do zmage. Seveda pa pohvalil bi tudi naše zveste navijače, brez njih tudi ne bi te tekme mogli dobiti. Nocoj smo igrali čudovito. Prvič po 3 mesecih so bili vsi moji košarkarji zdravi. Že 2 dodatna košarkarja v rosterju za naše moštvo pomenita ogromno. Pohvalil bi karakter moje ekipe, saj so se fantje pobrali po porazih na zadnjih tekmah. Zelo sem ponosen nanje. Zlatorog se je s 5. zmago v sezoni vrnil med moštva, ki še upajo na uvrstitev med najboljšo šesterico. Razlika med 4. Hopsi in 9. Heliosom sta v tem trenutku le 2 zmagi. Vsaka tekma je zelo pomembna. Imamo 3 moštva, ki so nekoliko spredaj, vsi ostali pa smo sila izenačeni na sredini lestvice. V soboto nas čaka zelo zahtevno gostovanje pri Šenčurju. Dobro se bomo pripravili na tekmeca. Šenčur ima odlične visoke košarkarje, tako da bodo morali biti moji visoki košarkarji na današnji ravni. V 13. kolu bodo Laščani v soboto gostovali pri Šenčurju, ki so ga v prvem delu sezone v 3 lilijah uspeli premagati. Proti Krki so odigrali odlično tekmo. Prejšnji trener je delal dobro, vendar včasih so potrebne spremembe in nov svež veter. Vsekakor bomo proti njim morali igrati agresivno, a hkrati zelo pametno. S to zmago, če ne potrdimo na naslednji tekmi v Šenčurju, nismo dosegli nič, tako da evo, to zmago čim prej pozabiti in se pripraviti na Šenčur. Na Gorenjskem je težko igrati, tako da evo, mi se bomo po najboljših močeh pripravili, ampak če bomo igrali s tako energijo, s tako zbranostjo in pa s takim ekipnim duhom, mislim, da nam 2 točki novi ne uidejo. Šentjur bo v 13. krogu v soboto gostil Helios, v Rogaško Slatino pa prav tako v soboto prihaja Ilirija. V 12. krogu državnega prvenstva so se zmage veselili tudi polzeljski Hopsi, ki so slavili na gostovanju v Domžalah pri domačem Heliosu. No, mi smo bili v Rogaški Slatini, kjer so gostitelji po odličnem drugem polčasu prišli do pomembne zmage proti Šenčurju. Slatinčani so proti Šenčurjanom zmagali po velikem preobratu. Gostje Šenčurja so namreč vodili s 15 točkami naskoka, ko je bilo 57-42, potem bili v vodstvu še pri rezultatu 62-61, na koncu pa so se zmage s 4 točkami razlike torej veselili gostitelji. Začeli smo malo nervozno, zato ker spet ta zmaga nam je bila zelo pomembna, domač teren, bili smo favoriti, se pravim, ampak fantje so se dvignili čez obrambo, smo se vrnili nazaj in zasluženo zmagali. Na začetku se je poznalo, da je to za nas
tekma, ki jo moramo zmagati. Smo bili nekako zvezdanimi rokami, medtem ko Šenčurju vse ratovalo, tudi 2 ali 3 šuti v zadnji sekundi napada preko roke za 3-1. Vedeli smo, da Šenčur ponavadi ali pa velikokrat pade v zadnji četrtini. To smo tokrat izkoristili in ustrajno pritiskali na žogu in na koncu smo že za zadnje četrtine povedali za 4 pike in to prednost Brkova ne držali do konca. Čestitke igralcem res na vrhunski borbi. Druga zmaga v novem letu, čaka nas še 9 v januarju. Dobro se zavedam, da vseh 9 ne bomo zmagali, posebej v situaciji, ko se spet poškodbe ponavljajo. Tomič, drugi Gležen, Kosič, ki je igral, bom rekel, po tabletami, ampak zdaj je kar je. Ja, mislim, da je bila to res ena zanimiva borbena tekma. Mi smo začeli v Grču, lovili smo se celo tekmo, skušali smo se vrniti čez agresivno obrambo, ker nam je na koncu tudi uspelo to v zadnji četrtini in sem zelo vesel te zmage, zato da povežemo par zmag, da dvignemo samozavest in mislim, da je to velika zmaga za nas za nadaljevanje. V dresu Rogaške je 18 točk dosegel Mirza Sarajlja, na drugi strani so jih po 14 prispevali Smiljan Pavić, Ismet Sejfić in Miljan Pavković. Ja, lahko bi bilo tudi obratno, ne? Tako da sigurno si in ena in druga ekipa se zasluži zmago, ampak en mora izgubiti. Nažalost smo mi naredili v zaključku sami tekme preveč napak na teh glavnih strelcih domače ekipe, tako da so Sarajlija, Vašelj in ostali so to znali kaznovati, tudi Američan, tako da čestitam Rogaški za zasluženo zmago. Mi pa smo se pošteno borili do konca, ampak upamo, da bo že na naslednji tekmi boljše. Konec tedna bo Rogaška gostila Ilirijo, Šenčur bo gostil Laški Zlatorog. V prvih tekmah četrtfinala pokala Špar so košarkarji s Polzele zanesljivo slavili na gostovanju pri drugoligašu Plamipur. Rogaška je na domačem igrišču za 3 točke izgubila proti Petrolu Olimpiji, Šentjurčani pa so si v dvorani Hruševec proti Heliosu pred povratnim srečanjem, ki bo v Domžalah v ponedeljek, priigrali kar 24 točk prednosti. V šentjurskem Hruševcu so Domžalčani zaradi poškodb nastopili v precej okleščeni zasedbi. Sprva je priključek z domačimi držal gostujoči kapetan Jure Močnik, potem pa so Šentjurčani počasi postajali vse bolj suvereni. Sredi druge četrtine so povedli s 14 točkami, a potem zgolj v 2 minutah dopustili serijo 0-10. S košema novinca Roysa Woolbridgea so prvi polčas dobili za 8. Tudi po glavnem odmoru so bili boljši domači, ki so sredi tretje četrtine vodili za 15, po 30 minutah igre pa za 18 točk. Razmerje moči se ni spremenilo niti v zadnjem kvartalu, ki so ga Šentjurčani za 84-60 zaključili s košem Miloša Pešiča v zadnji sekundi. Nocoj smo izkoristili težave Domžalčanov s poškodbami, saj so bili brez nekaterih pomembnih igralcev. Vseeno je važna predvsem naša igra, v kateri so bila dobra obdobja in tudi slabša. Nasprotniku smo v drugi četrtini med drugim dopustili serijo 10 točk. Na tem moramo še delati. Zavedamo se, da še nismo uvrščeni naprej, saj bo Helios z vsemi igralci povsem druga ekipa. V tem trenutku o povratni tekmi ne razmišljamo, saj je veliko bolj pomembna prvenstvena tekma v soboto, ki jo prav tako z Domžalčani igramo doma. Imamo dovolj časa, da se spočijemo in dobro pripravimo ter ponovimo zmago, čeprav ne pričakujemo tako visoke. Tudi z 2 točkama razlike bi bil zadovoljen. Najboljši strelec srečanja je bil domači novinec Vulrič, ki je dosegel 20 točk. Kako pa je šentjurski strateg zadovoljen z novo močjo v ekipi? U svakom slučaju vidjelo se i na utakmici protiv Olimpije i večeras da nam je donio jednu... V vsakem primeru, tako na tekmi pri Olimpiji kot tudi nocoj, nam je prinesel dodatno kvaliteto. Tokrat je bil zelo strelsko razpoložen, čeprav to ni najmočnejši del njegove igre. Mislim, da smo dobili odlično okrepitev, ki nam bo pripomogla, da bo tudi ekipna igra na višji ravni, da bomo bolj zanesljivi pri organizaciji igre. Prav pri tem smo imeli doslej največ težav. Tu nam je igra najviše škripala. Povratne pokalne tekme bodo na sporedu v ponedeljek, v februarju pa sledi turnir najboljših 4 ekip.
Takole pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Za začetek bomo govorili o celjskih rokometaših Celja Pivovarne Laško. Namreč iz njihove strani tokrat gost Rok Plankelj, direktor kluba. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Ja, lepo pozdrav tudi vam in vsem gledalcem pred televizijskimi ekrani. In verjetno prvič tukaj. Ja, res je, prvič v vaši oddaji. Ste že bili na kakšni televiziji kdaj? Sem že bil, ja, večkrat, ja, tako da. Mi to po novem ni tujeno. 1. julija pa ste prišli na čelo Celja Pivovarne Laško na funkcijo direktorja kluba, ko ste zamenjali Sašo Lešek. Prej delovali v gospodarstvu, zdaj torej malce drugačne vode, ampak kako je po nekaj mesecih, je zahtevno? Bom rekel, ja, da definitivno pestro, polno izzivov. Bi pa rekel, da že prej sem sicer deloval, sem bil zelo tesno povezan tudi kot član upravnega odbora z klubom, uradno pa z 1.7. prevzel tudi vodenje kluba. Kako ocenjujete zaenkrat delovanje kluba, v kakšnih vodah pluje? Bom rekel, da v vodah, v tirnicah, ki si nam predhodniki dejansko pripravili tereno, da lahko dejansko dobro delamo. Kar se tiče športnega dela, izpolnjujemo pa cilje, kakšen cilj se nam je sicer nehote izmuznil v letošnji sezoni, zasledujemo pa vse tisto, kar smo si nekako zastavili pred sezono. To je, kar se tiče športnega dela, kar se tiče pa dela gledalcev, obiskovalcev, pa mislim, da smo naredili kar en tak velik korak naprej, tudi v smeri proti njim. In prav to je lepo videti, te spektakle, ko je dvorana polna, ko spominja na tiste stare zlate čase, ne nazadnje igra se za gledalce. Ja, res je, mislim, tudi sam se večkrat naježim, ko dobimo pohvale, ne samo jaz, cela pisarna, pohvale strani gledalcev, posameznih akterjev, ki so že res dolgoletni člani kluba, ki spremljajo rokometni klub skozi zgodovino. In ja, vesel sem res pohval pa tega, kar delamo tudi vsi za slovenski rokomet. So vaše zadolžitve le poslovni del, morda tudi športni, s čim se ukvarjate vse v klubu? Bom rekel, da smo vpeti, ne samo sam, tudi del pisarne, vpet poleg športnega še v tudi seveda poslovni del. Tako da gre za skupino strokovnjakov, strokovnega štaba na športnem delu, pa pisarna, vključno z mano na poslovnem delu. Tako da kar prepletamo, mislim, da se stvari kar prepletajo eno z drugim. Kako ste v vodstvu kluba zadovoljni z letom 2018? Kaj bi rekli? Mislite za prvi del sezone? Tako, ja. Ja, tako kot sem rekel, delno so že izpolnjeni nekateri cilji. Veseli smo, da smo kljub nekaterim spodrsljajem v začetku sezone osvojili teh 7 točk v Ligi prvakov. Na drugi strani tudi kljub spodrsljajev v državnem prvenstvu držimo, oziroma smo do konca sezone naredili vse, se postavili vse na svoje noge, in z nekako sicer minimalnim naskokom držimo primat tudi v slovenski ligi. Tako da, če ocenim delo, če ocenim tudi odnos, ki ga imajo igralci, trenerji, vsi ostali, mislim, da je neka ta prava sinergija, pa neka lepa osnova za nadaljevanje za drugi del sezone. V članski ekipi je bilo malce turbulentno, predvsem takrat, ko je sledila menjava trenerja, Branko Tamše je odšel. Kako gledate zdaj nekaj mesecev na vse skupaj potem? Ja, vsaka menjava trenerja potegne določene stvari za sabo. Odkrito povedano, niso enostavne stvari, ko se odločaš o teh stvareh, ampak če se postavljaš na stran kluba, če se obnašaš odgovorno, če stojiš za stališči, z načelimi, z vizijo, strategijo kluba, tudi take stvari in tudi v vlogi direktorja kluba moraš vzeti v zakup. Ni bilo enostavno, prepričan pa sem, da z novim trenerjem, z dolgoletnim članom, z Celjanom, da smo naredili pravo potezo, kar se je tudi pokazalo v nadaljevanju sezone, oziroma takoj po menjavi, da smo naredili prav, da stvari se odvijajo v pravi smeri. Še besedica oziroma eno vprašanje o preteklem trenerju. Ste bili kaj razočarani po tistem, ko je Branko Tamše deloval kot svetovalec v Kopru? Ne vem,
osebno sem mogoče prepričan, ne vem, da te stvari, da tako stvar ni naredil namenoma. No. Je pa res, no, da stvari, ki so se odvijale, no, tudi slovenska javnost se je odzvala različno. No. Težko govorim o tem, če se postavi na stališče kluba, definitivno ni bilo prav, kar je naredil. No. Ampak se pravi, v veliki meri je te stvari treba vprašati tudi njegovo razmišljanje, zakaj je te stvari počel, zakaj je to naredil, ampak mislim, da ni bilo prav. No. Tomaž Ocvirk je prišel, vsaj enkrat se je pokazalo kot nekakšen nov, svež zrak. Ste kdaj obžalovali to potezo ali kako gledate na vse skupaj? Nikoli. No. Tudi, ko smo se odločali o novem trenerju, je kljub številnim ponudbam, ki smo jih kot klub, številni funkcionarji v klubu dobili, no, smo se nekako soglasno sprejeli odločitev, da je Tomaž tista edina in logična izbira za naš klub. Tomaž je tudi karakterno primeren. Na drugi strani pozna ekipo, je z številnimi igralci tudi že v mlajših selekcijah sodeloval. Tako da jaz mislim, da je delo z Tomažem in odnos, ki ga trenutno imamo, več kot odlično v klubu. No. Je pa res komunikacija tista, ki je ključna. No. Redno si izmenjujemo vse podatke, no. Tudi Tomaž se večkrat oglasi v klubskih, v moji pisarni. No. In jaz mislim, da je tudi lahko to rezultat tega dela oziroma dosedanjega dela. No. In da je vodstvo zadovoljno z njim, priča tudi to, da ste podaljšali pogodbo z njim še za 2 sezoni? Ja, no. Seveda bil je dejansko čez noč postavljen v ta položaj. Verjamem, da mu vsaj v štartu ni bilo najbolj enostavno. No. Z naše strani, tako kot sem rekel, ima polno zaupanje tudi strani našega upravnega odbora. Tako da jaz mislim, da bo delo z njim obrodilo sadove v nadaljevanju. Nekaj sva že govorila o gledalcih, nekako povprečje je okrog 4200 gledalcev v tem prvem delu sezone. To je lepa številka v teh časih, bi lahko dejali, in pa izziv za naprej. Po drugi strani pa dodaten veter tako vam v vodstvu kluba, ki se trudite za finance, za ves poslovni del, kot tudi samim rokometašem na parketu. Ja, jaz ravno v teh dneh tudi upravljam razgovor z vsemi igralci. No, marsikdo od njih, oziroma če ne kar vsi, lahko zagotovo trdijo, da je eden od motivatorjev, ki jih pač tudi žene, tista dodatna energija, so definitivno tudi gledalci. No. Na drugi strani pa, če se dotaknemo tega poslovnega dela, pa je vsak gledalec potencialni generator nekih novih prihodkov. No. Če smo jih oziroma jih še mogoče nekateri v preteklosti smatrajo kot nek strošek v dvorani, no. Če govorimo o neki razprodaji vstopnic, mi definitivno ne smatramo tako. No. In dejansko vsak tisti, ko pride, no, smo veseli, da se vrača, pa da vsak doživi ne samo tekmo na tem športnem delu, da dejansko doživi celoten dogodek, no, pač povezan z vsem spremljevalnim dogajanjem. Tudi nam je v interesu, da ljudje ne pridejo 15 minut po začetku tekme, zaradi tega, ker pač iščejo parkirni prostor pred samo dvorano, da res se zglasijo mogoče že pol ure, 1 uro ali pa celo 2 uri, tako to organiziramo dogodke pred dvorano in doživijo vso tisto posredno, kar jih lahko dviguje, no, že mogoče pred samo tekmo. No. Tako da sem res vesel, no, da je obisk takšen, kot je, in da smo nekako šli tudi nivo više, no, kar se organizacije tiče. In ni obisk odličen le v Ligi prvakov, tudi na domačem obračunu z Ribnico, več kot 2000 gledalcev. Ja. Res je, no. Se pravi, kar se tiče tekme državnega prvenstva, jaz mislim, da se vsi soočamo z problemom obiska na tekmah. No, ni enostavno, moram pohvaliti tudi komplet ekipo pisarne. No. Je kar nekaj dela, no, ampak na drugi strani so pa rezultati res lepi. No. In pripeljati 2000 ljudi na tekmo državnega prvenstva ni enostavno. Tako da je ogromno truda in angažiranja vseh nas in pa seveda ena velika zahvala vsem gledalcem, ki nas pridejo, spodbujajo mogoče tudi na tekmah državnega prvenstva. Kakšen je pogled vnaprej oziroma predvsem v drugi del sezone? Ja, tako kot sem rekel, zasledujemo cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom same sezone. No. Se pravi, osvojitev domačih lovorik. Ena sicer se je izmuznila, ampak jaz mislim, da vse je za nekaj dobro, da se bo pa mogoče kje drugi potencirali na kakim drugem cilju. No. Se pravi, kar se tiče Lige prvakov, pa definitivno, glede na to, da imamo še vedno dobre možnosti za uvrstitev v
nadaljevalni del, tekmovalni nadaljevalni del. Se pravi, super pokalna je spovzela iz rok, ampak to je verjetno zdaj že pozabljeno, tisti glavni dve, pokalna, državna in lahko rečemo, še bo zanimivo do konca sezone. Vsekakor, se pravi, pač so spodrsljaj, v športu je pač tak, žoga je okrogla in jaz sem prepričan, da iz vsega slabega, vse nekaj slabo je tudi za nekaj dobro, no, tako da in tudi za vse obstaja razlog. Liga prvakov se bo torej nadaljevala prihodnji mesec, tista verjetno največja želja, seveda osmina finala. Vsako leto je zelo težko, tudi letos upate, da se bo to zgodilo, da bo uspelo. Kakšna so samo pričakovanja? Verjetno je težko takole iz studija govoriti, povsem drugo je potem na parketu. Ja, mislim, pač želje so, no. Imamo 2 tekmi Lige prvakov še doma, 2 v gostovanjih. Tako kot vsi poznate oziroma mogoče še ne veste, pač smo določene presenetili doma, pač računamo še na kakšno presenečenje doma, ne rečem pa, da tudi v gosteh. Tako da za naprej so dejansko odprte še čisto vse možnosti. Je pa res, da polna dvorana daje še večje možnosti tudi za uspeh. Koliko točk mislite, da bo še potrebno osvojiti? Težko rečem, ne bi govoril, ker so v drugem delu skupine stvari dokaj izenačene. Vseh lige letos ni, tako je odločilo združenje, da je potrebno igrati od začetka državno prvenstvo. Kako bi vse skupaj komentirali? Je to dobro, je to slabo? Kar se tiče vseh lige, je bilo kar dosti vprašanj. Jaz mislim, da smo se kot klub odzvali in povsem odgovorno. Mi smo odločitev sprejemali tudi na upravnem odboru, se obnašali odgovorno tudi do naših sponzorjev, partnerjev in podpornikov. Ampak mislim, da ob takem načinu, ob takem sprejetju, tudi združenja v preteklosti, mislim, da nismo imeli realnih možnosti z takšnim proračunom, da bi igrali še Seha liga. Seha liga prinaša določene izkušnje, na drugi strani pa tudi kar dosti velike stroške, v katere enostavno s takim proračunom nismo mogli zagristi. Kako je za vnaprej? Se že kaj približno ve, kako bo? Glede Seha lige? Tako. Seha liga še ostaja v takšni meri, strani organizacije tekem so se spremenili določeni pogoji. Če nas vprašate, ali bomo v nadaljevanju oziroma v naslednji sezoni igrali Seha ligo, jaz mislim, da je pri trenutnem tekmovalnem sistemu, tudi delegiranem strani Rokometne zveze Slovenije, žal ne. Kakšne spremembe se obetajo v Ligi prvakov? Je kaj bojazni, da ne bi bili v tistem zgornjem delu oziroma med tisto elito? Zaenkrat, se pravi, ni bojazni, tudi v nadaljevanju oziroma tudi v naslednji sezoni, jaz mislim oziroma ne pričakujemo večjih sprememb, definitivno pa določene spremembe se pričakujejo, določene spremembe, za katere že mogoče vemo, so zdrave, spet nekatere pa mogoče ne toliko zaželene za slovenski oziroma celjski rokomet. Tako da te stvari so še dokaj odprte, pa tudi nejasne. Kakšno je morda na splošno finančno stanje v klubu? Klub je v preteklosti moral že skozi tisto finančno sanacijo. V kakšni kondiciji je trenutno vse skupaj? V solidni kondiciji, bom rekel, tako kot v vseh športih, bi verjetno lahko bilo še boljše, si pa kot klub prizadevamo, da nekako po nekih novih vertikalah pridobivamo nova finančna sredstva, s katerim nekako tudi razbremenjujemo tisto finančno stabilnost v pozitivni smeri. Vsekakor smo odvisni od sponzorjev. Na tem mestu bi se še vsem podpornikom pa sponzorjem rad zahvalil, da nas podpirajo, da od nas vidijo nekoga, ki deluje na eni strani tudi kot družbeno odgovoren, na drugi strani pa, da jim skozi šport daje vse to, kar pač lahko. Tako da, kar se tiče finančne stabilnosti, imamo zdrave temelje, prejšnja uprava kluba je za to poskrbela, da lahko nekako gradimo na zdravih temeljih in upamo na še boljšo prihodnost. Prihajate iz gospodarstva, kakšen posluh ima gospodarstvo za celjski rokomet, morda na splošno za slovenski šport? Ne vem, verjetno vsi veste, pa se lahko mogoče te stvari tudi saj nasmehnem. Želje je, da bi vsi ti, saj ta večji gospodarstveniki, mogoče tudi državna podjetja, da bi mogoče na državnem ali lokalnem nivoju bila sprejeta kakšna odločitev,
ki bi dejansko podpirala šport. Tako kot sem rekel že prej, res delovala, mislim, da bi delovali kot družbeno odgovorni, dejansko otrok odganjali z ulic, jih postavljali neke zdrave temelje, se pravi, za njihov razvoj. Jaz vidim tu še ogromno potencijala, no, tudi na strani države, tudi na strani lokalne skupnosti, da suportirajo šport v čim večji meri. Kaj pa odnos države oziroma lokalne skupnosti do vašega kluba? Nekako v zadnjih oziroma že dolga leta ste gonilni športni kolektiv v mestu. Kako vas sprejemajo oziroma koliko je podpore? Podpora je, definitivno. Celjski rokomet je eden od tistih športov, če ne kar edini, no, ki je najbolj prepoznaven. Tudi blagovna znamka rokometni klub Celje Pivovarna Laško pomeni veliko, ne samo v lokalnem, ne samo v slovenskem, tudi v evropskem svetu. No. Podpora, ki smo jo deležni strani lokalne skupnosti, ni zanemarljiva, prepričan pa sem, no, da je še pa mogoče kar neki rezerve, da je še kar nekih sinergij, ki jih lahko nekako speljemo v nadaljevanju. Pred tedni sem s kolegi govoril na pijači, ko se takole malce nasplošno pogovarjaš okrog krize, tukaj, tam. Bojda bo spet udarila še ena. Je kaj na tem ali ni? Ne vem, zdaj nisem več v gospodarstvu, tako da te se... Vsi skupaj govorijo okrog leta 2019-2020, da prihaja nova kriza. Jaz upam, da v rokometu ne, oziroma v športu ne, čeprav jaz zmerim vse tesno povezan in z gospodarstvom in z športom, no, govorim o krizi se, koliko je umetno sprovedeno karkoli, je spet nekaj druge, no, jaz upam, no, da če bo že tako, oziroma če že nekdo ve, bomo pač podpisovali po večletne pogodbe, da se mi kot športni klubi umaknemo oziroma izognemo tej morebitni krizi. Tako, da gre vse skupaj skozi. Dobro, hvala za namig. Tako. Se pravi, pogovori tudi z igralci, seveda, sestavljanje mozaika verjetno že naprej, čeprav je zdaj le nekaj dni po novem letu, pa verjetno gledate tudi že proti novi sezoni, kakšna bo Okostja? Ja, Okostje prve ekipe se nekako sestavlja že do novega leta. No. Leto se nam je zaradi turbulentnega obdobja, tudi ob menjavi trenerja, vse skupaj malo zamaknilo. Tako da mi v nadaljevanju drugega dela oziroma v naslednjih tednih definitivno delamo na tem individualno, upravljamo razgovore z vsemi ključnimi igralci in ja, sestavljamo ekipo že za naslednjo ali pa za sezono kasneje. No. Že kaj ponudb za vaše rokometaše? Pri naših rokometaših so zmerjene ponudbe. Kakšen je status vašega igralca oziroma vratarja Ferlina? Letos bi lahko dejali, je odigral že nekaj odličnih partij in to je tisto spodbudno za naprej. Ja, definitivno. Klemen Ferlin je eden od naših ključnih stebrov na tem športnem delu. Ja, izkazal se je v prvem delu sezone definitivno kot vrhunski trener, v veliki meri tudi večkrat za njegovimi vrhunskimi obrambami odločil kakšno tekmo. Zaenkrat status ostaja tako, kot je. No. Z Klemenom imamo podpisano pogodbo še za naslednjo sezono, ampak tako, kot je v športu in ko določeni igralec prosperira, ko se izkaže, se preko slej pojavijo tudi določene ponudbe. No, zaenkrat Klemen ostaja v klubu, konkretnih ponudb kljub številnim ugibanjem na terenu oziroma v medijih še ni bilo. Prepričan pa sem, da se bo slika razjasnila v naslednjih dneh, tednih. Ponosni ste tudi na šolo rokometa oziroma na vse mlajše selekcije. Kako delajo v letošnji sezoni, kako jim gre? Vrhunsko. To res čestitke vsem trenerjem, voditeljem, da dejansko skupaj držimo takšno število mladih upov. Mislim, glih pred kratkim smo bili s predsednikom tudi na zaključku mini rokometa in ko dejansko vidiš polovico dvorane polno staršev, ko navijajo za svojih več kot 400 otrok, je res zavidanja vredno. No. Tako da res s ponosom in z veliko mero upanja tudi v prihodnje, jaz mislim, da bomo naredili vseeno, da bomo res iz talentov delali dobre igralce. No. Se pravi, za prihodnost ne bi smelo biti straha?
Jaz mislim, da ob takem številu mladih upov definitivno ne. Govorili smo že o zadnjih 2 tekmih domačih Lige prvakov, vstopnice verjetno bodo šle tudi tokrat. Ni več. Ni več, so že pošle. Mal hecna stran. Dobro, 2 tekmi sta še, tako kot ste že v začetku omenili, smo dvignili tudi obisk. Lepo število vstopnic in za eno in za drugo tekmo Lige prvakov je že bilo prodanih, ampak se še najde kakšno prosto mesto. Seveda, verjetno želja, da čim prej poidejo, namreč vaši rokometaši si na teh zadnjih 2 tekmah zaslužijo bučno podporo. In prav s to podporo lahko ne nazadnje presenetijo tudi kakšnega nasprotnika, kajti kot rokometaši radi sami rečejo, takrat dobijo veter v jadra. Ja, tako kot sem že tudi prej rekel, definitivno je en zelo velik motivator, polna dvorana, želimo si, da je tudi čim več gledalcev oblečenih v klubske barve našega kluba. Na tem mestu bi vse pozval, da se mogoče oglasijo pred tekmo uro prej, da si mogoče ogledajo vse dogajanje, se oglasijo v našem klubskem fanshopu, v katerem smo nadgradili številne artikle, asortimat teh artiklov in pa seveda, da so eden tistih ključnih motivatorjev tudi za vse igralce na terenu. Začelo se bo svetovno prvenstvo, Slovenije tam ni, kar ni dobro, ampak pod narekovaji dobro, vsaj malce za vaš klub, namreč ti rokometaši ostajajo doma, lahko se pripravljajo na nadaljevanje sezone, ne bodo tako utrujeni? Ja, kar se tiče teh reprezentančnih tekem pa priprav, zmeraj je en velik izziv tudi za trenerje, na kak način trenira v tem obdobju, ko so igralci odsotni. Imamo srečo, pravim, po eni strani, da naši igralci oziroma naša reprezentanca ni na svetovnem prvenstvu, na drugi strani pa jaz mislim, da je tudi ena velika škoda za slovenski rokomet, da pač se nam ni uspelo tako drugače pojaviti na zemljevidu tovrstnega svetovnega prvenstva. Kaj hmalo se bo torej vse skupaj nadaljevalo? Zdravniško službo bi morali poprašati, kakšen je zdravniški karton, pa vendarle malce nasplošno, kaj se dogaja v tem trenutku? Je trener Ocvirk lahko zadovoljen? Bile so neke nepričakovane poškodbe sredi prvega dela sezone, tako da v veliki meri, ne v polni meri, ampak v veliki meri se vračajo igralci že za drugi del sezone že nazaj. In vsi upamo, da se ne bo kakšna poškodba zgodila v drugem delu, kakšna nova. Točno tako, želje predvsem po zdravju brez poškodb. Če tukaj zaključiva pogovor in končava morda s povabilo, torej vsem tisti, ki še nimajo vstopnic za zadnji 2 tekmi, tako čim prej po njih, nekaj rumenega na sebe. Točno tako, šal, kapa, karkoli, se pravim, da teh artiklov je zdaj kar dost. Tako da bomo veseli ene bučne podpore, tako da še na tem mestu z moje strani vabilo, res, da se v čim večji meri oglasijo pri nas in da doživijo dogodek, ne samo tekmo. Torej, pravočasno od doma? Pravočasno od doma, definitivno. Hvala za obisk v studiu in pa vse dobro. Enako, hvala tudi vam. Tako, nadaljujemo pa po oglasih. Presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si.
Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Takole pozdravljeni še v enem središču. Gregor Gračner je naš gost. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Vi ste vodja prav zanimivega kampa, bi lahko dejali, že 11. za paraplegike, ki bo kaj kmalu, namreč od 22. do 24. Tega meseca se bo odvijal na Rogli. Morda za sam začetek tistih, ki ne vedo, zakaj pravzaprav gre, kako bo potekalo. Ja, kot ste že omenili, še enkrat lepo pozdravljeni. Kot ste omenili, od 22. do 24. januarja bo na smučišču Rogla že 11. leto zapored potekal NLB smučarski kamp paraplegikov za pokal Zveze paraplegikov. Ta pokal ali pa bi rekel smučarski kamp je namenjen vsem paraplegikom, ki po poškodbi hrbtenjače pristanejo na invalidskem vozičku. Treba je vedeti, da veliko naših članov je že pred nesrečo veliko smučalo in zato želimo jih nekako nazaj vrniti na bele strmine, tokrat v sedečem položaju, zato jim nekako vsako leto omogočamo za najemi teh monoskijev v avstrijskem podjetju Pračberger in tako jim pol 3 dni nekako pripravimo tečaj in seveda na podlagi tega oni tudi osvojijo te bele strmine. In to jim veliko pomeni, bi lahko dejali, da vidijo, da so lahko še naprej aktivni, da lahko nekaj počnejo oziroma da niso prikovani na voziček in to je to, če se tako izrazim. Ja, definitivno. Ko ti enkrat pristaneš na invalidskem vozičku, si ti vezan na invalidski voziček, vedno, povsod. Tukaj se pa presedeš v monoski in greš tam, kjer enostavno z vozičkom ne moreš in to je tisto v stičišču narave, belih strmin, zmoreš spodrsavanje, zmoreš vse, sedežnica, na sidro, vse sam samostojno in nekako v 3 dneh usvojiš ta segment tega smučanja, da si po 3 dneh samostojen. Seveda zadnji dan pa pripravimo, kot sem že rekel, tekmovanje vseh udeležencev za pokal Zveze paraplegikov Slovenije, kjer se tudi probajo med vratci probati, kako jim tudi to gre. Treba je vedeti, da so vsako leto prisotni na tem kampu tudi vsi tisti, ki se že redno smučajo skozi vseh teh 10 let, ki so osvojili to vrlino, ta element smučanja in preko 30 udeležencev je invalidov na tekmi vsako leto. Se pravi, to sem vas želel vprašati, kakšno je samo zanimanje oziroma kdaj približno se bo vedela številka, koliko jih bo sodelovalo? Jaz mislim, da ta ponedeljek bomo imeli končno številko. Preko 20 invalidov bo sigurno sedečih in pa zraven še ostali se priključijo, ki so tudi na smučkah in so hkrati invalidi v manjši obliki. Treba je vedeti, da smo imeli velike probleme z finančno, tokrat nam je banka NLB priskočila na pomoč in seveda se tudi v imenu vseh udeležencev in Zveze paraplegikov zahvaljujem za to podporo in verjamem, da bomo tudi v bodoče lahko nudili ta program vsem novo nastalim poškodovancem. Dela oziroma same priprave je verjetno veliko? Seveda, tukaj je treba vedeti, da vsem tem, recimo tokrat je 8 ravno čisto novih, 8 monoskijev iz Avstrije pripeljamo. Treba je fizična pomoč, treba je strokovna pomoč.
Tukaj vsako leto pomaga zdravstvena fakulteta iz Ljubljane z delovna terapija, prostovoljke od 5, 6, 7 jih vsak dan bdi nad tem in potem še 4-5 strokovnih kadrov in to je kar orenk organizacijski zalogaj, ki moraš potem nuditi prenočišče, prevoz, tako da ja, tukaj je kar velika logistika. Koliko snega je na Rogli, verjetno v tem trenutku dovolj? Ja, včeraj sem se z vodstvom Rogle pogovarjal, imajo celo smučišče Jurgovo za une, ki imajo malo nadaljevalni tečaj, tako da zgleda, da imajo z umetnim zasneževanjem to kar dobro urejeno. Seveda, če že more naravnega snega kaj zapasti, naj zapade do 22. da imamo nekako tiste 3 dni, kakor to v redu vreme in da bomo lahko normalno izvedeli ta smučarski kamp. Je starostno kaj omejeno? Ne, definitivno ni, je pa treba vedeti, da za tak element smučanja, kot je smučanje z monoskijem, celotna energija se prenaša na zgornji del in to enostavno rabiš moč, energijo in taki, ki so se že prej športom ukvarjali, to lažje usvojijo, taki pa nekako fizično ni tako močen, pa bistveno težje to usvojiti. Tako da ja, starost ni, pomembno je, kako si ti fizično pripravljen. Kakšni vtisi so bili tistih, ki so se preizkusili v preteklih letih, verjetno zadovoljni na koncu? Ja, seveda. To, kar sem že na začetku omenil, da se ti iz vozička presedeš na monoski in da greš tam, kjer z vozičkom ne moreš, je to nekaj nepopisnega. In to je tisto, ki se srečaš z naravo, z belim strminom, to je res en lep dogodek in vsi tisti, ki so že bili, se seveda z veseljem tudi vračajo. Med 22. in 24. torej bo živahno, bo veselo. Izposoja je zagotovljena, kot ste že dejali, dobesedno nobenih ovir. Tako, nobenih. Ponedeljek zjutraj 21. ob 6. gre kombi gor preko Nemčije v Avstrijo na Tirolsko po smučke, pripelje nazaj in seveda v torek ob 6. štart z Ljubljane in seveda vsi se dobimo gor, zapolnjeni vse sobe, vsi strokovni štab pripravljen, tako da okoli tega je vse pripravljeno in pa seveda verjamem, da bo tudi na tekmovanju, ki ga 24. pripravljamo, zmagal najboljši. Na Rogli ste se nekako udomačili, dobro se počutite tam? Ja, prve 4-5 kampov smo naredili v Kranjski Gori in kar smo seveda videli, da na Rogli je bistveno bolje pripravljeno, bistveno več so se na Rogli pripravili približati nam in so nam omogočili, da lahko nemoteno izvajamo te kampe, kajti tukaj je seveda dostop. Letos so hotel Roglo tudi obnovili in bo tudi za nas lažji, tako da nam vedno pomagajo, kajti predhodno so bile sobe zelo majhne, treba iti z vozičkom do kopalnice, tukaj je bilo zelo težko in zdaj bo bistveno imam občutek lažje. In verjetno največja želja, da tako uspe, kot ste si zamislili. Seveda, brez poškodb in da uspe, tako kot nekako si najbolj želimo. Da boste na koncu vsi zadovoljni. Tako. Gregor Gračner, zdaj pa še o vaši drugi funkciji kot predstavnik Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite. Tudi tam je živahno, tudi tam en zanimiv projekt, Postani športnik. Kaj nam lahko kaj več o tem poveste? Ja, res je. Pred slabim 2 letom, ko sem prevzel podpredsedniško mesto Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, sem se tudi začel ukvarjati na tem področju, splošno za dobrobit športa za vse invalide v Sloveniji. Pred enim letom smo z Lidlom Slovenije skupaj začeli z izvajanjem in nekako pripravo programa Postani športnik. V lanskem letu smo pripravili vse analize, poslikave, kakšno je stanje po Sloveniji, koliko invalidov je v osnovnih, v srednjih šolah, ki smo pridobili strani ministrstva te podatke.
in seveda nekako naredili vse študije, kjere vrste invalidov je, da nekako pristopimo k tej zadevi, da nekako čim bolj to mladino osveščamo k gibanju, k športu, k rekreaciji in da jim nudimo ta support strokovnega kadra in pa seveda infrastrukture, da čim prej, bom čisto po domače povedal, jih spravimo od računalnikov k gibanju, k rekreaciji, kar je seveda bistveno bolj zdravo, kot pa sedeti za računalnikom. Je pa verjetno to kar težko, ne? Seveda, treba je omeniti, kot sem že rekel, lansko leto smo pripravljali medijsko z raznimi akcijami ta program, da ljudje vidijo, kaj sploh pomeni ta program. V letošnjem letu, bolj konkretno v torek, sem pričel sistemsko reševanje tega problema ali vključevanje invalidov v integracijo v šport. V torek sem bil v Novi Gorici, kjer smo z regijsko pisarno OKS in pa z vsemi unimi akterji, ki so tam, naredili delovni sestanek in nekako šli v konkretne zadeve, kaj bomo na tem koncu postorili. Danes smo pa tukaj v Celju na sedežu Društva paraplegikov Jugozahodne Štajerske, kjer bojo prisotni ravno tako predstavnik pisarne, regijske pisarne OKS in tudi mestne občine Celje in pa seveda moja podaljšana roka Nenad Stojakovič, ki je tudi na vozičku, kjer bo po terenu nekako nagovarjal te otroke, in pa seveda tudi športni pedagog iz URI Soče, kjer že aktivno dela na tem, da vse te paciente, ki so na Soči, že spremlja, ko se nekako iz hospitaliziranega stanja spravijo v domače okolje, da ga tam takoj nekako aktiviramo. To je sistemsko reševanje. To sistemsko reševanje nas tudi podpira Ministrstvo za izobraževanje in šport in to nas veseli, da delamo dobro, prav in ni vrag, da skozi vsa ta leta, ki so pred nami, ne bo prišel rezultat, da se bojo otroci z invalidnostjo čim več vključevali v ta šport in kasneje, seveda, ko dozorijo nekako tudi na vrhunski šport, kjer so pika na i, seveda, paraolimpijske igre in pa olimpijske igre gluhih. Delo je zahtevno, dela je veliko, ampak ti majhni koraki začetka štejejo in le vztrajati je potrebno. Ja, definitivno. Jaz sem vedno pozitivno, gledam na vse, kar se želim narediti na kjerkoli terenu ali v pisarni, a seveda nekako se zavedamo, da bomo prišli tudi do nekih ovir, ki jih bomo mogli premagati. Tukaj je treba vedeti, da bomo mogli iti na vse možne segmente, tako novačenje teh otrok k rekreaciji, do infrastrukture, do strokovnega kadra in vse nazadnje tudi pridobivanje lokalnih sredstev preko razpisov, da bi določeni njihovi krajani, ki se bojo vključili, tudi prejemali neka sredstva, da lažje izpeljamo te programe. Gregor Gračner, vse dobro pri samem projektu, da uspe tako, kot ste si zamislili in še naprej tako dobro delajte na vseh področjih. Seveda, se zahvaljujem za to željo. Poslušalce in pa gledalce pa nekako prosim, da se, vkolikor imate prisotne otroke z invalidnostjo, da se vključijo čim bolj v ta program, kajti šport je zdravo in kdor se ukvarja s športom, je tudi v šoli lahko bistveno bolj uspešen. Točno tako, hvala za obisk. Tako, hvala, nasvidenje. Tako, nadaljujemo pa po oglasih.
presodi. Reagiraj. Spremeni. Začuti. Izberi zdaj. Izberi hibrid Toyota CHR. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Pozdravljeni še v drugem središču. O celjskih nogometaših bomo zdaj govorili. Jure Travner, kapetan, Nino Pungaršek z nami že vesela na samem začetku. Nazadnje je bilo veliko smeha Nino Pungaršek, ampak verjetno ga je precej manj na začetku tehle priprav, namreč so naporne, vedno, ko se pripravljaš. Ja, res je, priprave so naporne, ampak to je neka baza za naprej. Mislim, da je veliko odvisno pač od tega, kako naredimo te priprave in tako da res, fanti, dajemo svoj maksimum in to je to. Kapetan še ni povsem zraven, zakaj ne? V bistvu se kar hitro vračam po operaciji roke, sem že zelo blizu, malo se moram paziti duelov, ampak bom hitro nazaj. Kaj točno se je zgodilo? V bistvu zlom četrte dlančne kosti, pa se je zdrobila in je bilo malo bolj zakompliciran, na to so mi stavili par vijakov in to zvili skupaj in zdaj ne bi držalo. Mora držati, tako. Ja. Nino Pungaršek, seveda, vedno med pripravami nogometaši čakate na tisto nadaljevanje sezone, kar nekaj časa je še, torej dovolj verjetno, da prijete na tisto raven, ki si jo želite. Ja, časa je še dosti. Sezona se začne v bistvu konec februarja, tako da v bistvu vmes gremo še tudi na priprave v Turčijo. Tako da imamo dosti časa, da se v miru pripravimo na nadaljevanje sezone. Turčija, to je nekaj novega za celjski klub. Ja, vsekakor je to bila lepa poteza uprave, ki nam je to omogočila. Zdaj pa moramo igralci to vrnati v bistvu s trdim delom tam in da se potem rezultati pokažejo. So bile dovolj dolge počitnice, Jure? Kako vzameš, ne? Jaz sem na koncu v bistvu že kar pogrešal treninge, soigralce, klub. Jaz sem malo prej končal jesenski del prvenstva, tako da sem se že kar veselil na začetka priprav. Zelo zanimivo bi lahko dejali, da je bilo povsem ob koncu jesenskega dela sezone, če samo eno temo na hitro obdelamo, skupna večerja za konec, preden ste odšli na počitnice. Razveselil pa je vse skupaj vaš vrtar Metod Jurhar. Kaj se je dogajalo? Ja, res je. Metod je v bistvu iz neke šale, ko smo ga mi malo zafrkavali, da ne upa priti s traktorjem na večerjo. Nas je potem vse demantiral naslednji dan in je res prišel na večerjo s traktorjem. Jaz sem slišal, da avto ni užgal. Tudi možno, ja, da so porivali pol avto, pa ni užgal, pač uporabo traktor. Sam ima kar nesrečo vredno z avtom, kajti tudi na današnjo oddajo bi moral priti, pa mu spet avto boj, da ne užge, Jure. Ja, res je, te nizke temperature, zgleda bo mogel
zamenjati akumulator ali pa nekaj vložiti v avto. Vaši akumulatorji morajo biti polni ob koncu februarja. Kaj si želite v drugem delu sezone? Pa naši cilji so v bistvu, da lovimo to Evropo, no, tako vsako leto poudarjamo. Nažalost nam je zdaj dvakrat malo zmanjkalo, zato mislim, da je zdaj pač čas, da nam uspe in mislim, da s tako ekipo, ko jo imamo, da nam to tudi lahko uspe. Tudi nekaj prijateljskih tekem boste imeli, kar je seveda dobrodošlo? Seveda, vsaka tekma je dobrodošla, po tem mesecu premora rabimo nekaj igravanja. Igralcev sicer novih ni veliko, oziroma jih verjetno tudi ne bo, tako da bo malo lažje in se veselimo vseh teh tekem, ki nas čakajo, da se igramo. In potem v drugem delu seveda, kot že rečeno, napad na Evropo, ampak nekako bi lahko dejali, Nino, liga je spet zelo izenačena, tako da je mogoče prav vse. Ja, sigurno je liga dosti izenačena, ampak to je delo zanimivo. Mislim, da ni nekega outsiderja. Vsaka tekma je v bistvu poglavje zase. Vsak lahko zmaga vsakega in to je čar te lige. No. Jure, gledate kaj kadrovanje drugih ekip? Pa v bistvu malo spremljam prek interneta, ampak sem osredotočen sam na naš klub. Pričakujem pa še nekaj prestopov. No, v Sloveniji se prestopni rok začne, mislim, da 15. januarja, tako da sigurno še sledi kakšen zanimiv prestop. Roberta Pevnika oba dobro poznata, prevzel je Olimpijo. Ja, jaz mu želim čim več uspehov, upam pa, da nas ne premagajo. In da je takoj za Celjem, tako? Ja. Nino, Lovro Cvek, vaš soigralec, je podaljšal pogodbo, odšel pa je Tilen Pečnik, ki je tudi tako kot vidva držal vzdušje v slčilnici, verjetno ga boste pogrešali. Ja, res je, najprej čestitke Lovrotu za podaljšanje pogodbe, mislim, da se je to zaslužil. Ja, Pečnik pa je nažalost pač odšel iz kluba, dogovoril se je pač, da je tako boljše za njega in za klub. Je tisti fant, ki je skrbel za vzdušje, je dober fant in tudi odličen nogometaš, tako da mislim, da mu ne bo imel težav v novi sredini. Če je torej v novo sredino, v novi sezoni vam bo stal nasproti. Jure, gremo še malo proti tistemu uvodnemu krogu drugega dela spomladi. Gorica bo prvi nasprotnik, ampak seveda daleč še do takrat. Prva tekma bo doma. Nekako štela bo, lahko rečemo, vsaka tekma. Namreč zdaj bo potrebno res upisovati točke eno za drugim, če boste želeli končati tam, kjer si želite. Seveda, tekma je sicer še kar daleč, ampak kot je Ženina rekel, ekipe so vse zelo blizu, zelo izenačene in res vsaka točka oziroma 3 ogromno pomenijo. In zelo pomembno je bilo za nas, da bi uresničili naš cilj, da bi to prvo tekmo tudi zmagali. Odigramo doma in mislim, da moramo iti na zmago vsekakor. Kdo je bil za vas najtežji nasprotnik v prvem delu sezone? Pa ne vem, ne bi zdaj nekoga izpostavljal. Mogoče, če bi mogel, je to Maribor, ki pa ima res neko kvaliteto več od ostalih ekip. Imajo tudi širok kader, ki je zelo kakovosten in to pokaže na vsaki tekmi. Je Maribor glavni favorit za naslov? Po mojem mnenju, da. Jure, neugodni so vedno Krčani, pa Kidričani, te tekme so vedno tiste nepredvidljive. Ja, liga je res izenačena, nam res nekako te dve ekipi še posebej ne ležita. Čeprav Krško smo, mislim, da zdaj zadnje tekme razen pokala malo popravili medsebojni skopiček, ampak mi moramo gledati na sebe vsako tekmo, če damo svoj maksimum, če izpolnjujemo trenerje zahteve, mislim, da imamo zelo kvalitetno ekipo in res lahko naredimo dober rezultat. V pokalu ste torej izpadli, verjetno le tukaj tisti grenak priokus. Ja, mislim, da Celje si vsako sezono želelo priti čim dlje v pokalu, tudi mislim, da nam je zadnje sezone bolj kot ne uspevalo. Vedno si želiš priti v bistvu preko pokala v Evropo. Ne vemo, da tudi ta zmaga te potem vodi v to želeno tekmovanje, ampak
Nažalost, pač nam ni uspelo letos, smo pa zato bolj osredotočeni na ligo in tako da v bistvu vse je za nekaj dobro. Te temperature vam niso naklonjene, sneženje pa minus. Je kar težko verjetno, Jure, takole trenirati? Ja, te zimske priprave se vedno ponovno začnejo s snegom in nižjimi temperaturami. Ampak mi smo nekako tega vajeni, se primerno oblečemo. Tudi naša Nataša nam pomaga, nam skuha čaj, tako da vse gre lepo. Ni prehudo. Čaj z rumom? Brez ruma. Kako vas je sprejel strokovni štab, trenerski štab ob začetku priprav? So bili zadovoljni s tistim, kar ste naredili med počitnicami? Pa jaz mislim, da so lahko zadovoljni. Sicer smo do zdaj imeli samo eno testiranje, tako da jaz mislim, da vsi fantje so spoštovali tisti program, ki smo ga dobili za med pavzo. Tako da konec koncev mislim, da so lahko zadovoljni, zdaj pa pač gremo še to dvignati na višji nivo in da vidimo, kje bomo potem. Jure, vi ste malce prej tekli na testiranjih, je bilo preveč biftka? Ne, sem kar zadovoljen s svojim izidom, upam, da bo tudi stroka, ampak kot je Nina rekel, imamo še mesec treningov pred sabo in mislim, da so vsi fantje v dobri kondiciji, ni niti poškodb, tako da verjamem, da bomo to še nadgradili na višji nivo. Za konec se pravi tista največja želja, zdaj ni več tiha, bi lahko dejali Evropa. Tako je, Evropa. Jaz mislim, da nam lahko uspe in si želim, da nam bo uspelo. In želja verjetno tudi, da ostanete skupaj. Kakšen odhod bi že lahko pomenil kaj drugega, namreč veliko je zanimanja za soigralca Požega Vancaša, še kakšnega drugega, da ostanete torej skupaj. Ja, res je, mislim, da ta ekipa, ki je zdaj skupaj, da je sposobna narediti dobre rezultate. V bistvu pa moramo vedeti, da smo mi razvojni klub in da ne glede na to, če bo kdo odšel na boljše, moramo biti za njega veseli in pa mi potem ostali v bistvu stisniti malo bolj ali pa zakrpati to luknjo, ki bo nastala. Jure, najslajša zmaga v prvem delu sezone? Najslajša zmaga? Pa Zanarija, Mura? Ja, Mura, zelo neugoden tekmec, dvakrat smo jih uspeli premagati, to so bile dve sladke zmage, tudi Velenju, mislim, ko smo trpeli, Velenje je bilo, lahko bi rekli, boljše, ampak smo odnesli 3 točke, take zmage so meni najslajše. In res tisto zadnje vprašanje, mimo katerega ne moremo, vedno poudarimo, da Nino Pungaršek navija za Crveno zvezdo. Verjetno letos ste uživali, ko je Zvezda igrala v Ligi prvakov. Ja, letos je bilo res sanjsko. Sploh po tisti tekmi, ko so premagali Liverpool, so pokazali, da imajo srce, da imajo tudi kvaliteto konec koncev in da pač vsaka ekipa, ki prije na Marakano, trpi. In verjetno tudi vaša želja, da bi kdaj tam zaigrali. Ja, vsekakor. Ja. Vse je mogoče. Hvala obema za obisk v studiu in pa seveda vse dobro med pripravami. Hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili naša družba. Vse dobro in lahko noč.